Dober dan, dragi moji subscriberji, goljufi, Slovenija. Ja, danes sem se pa kar odločil, da vam malo pokažem morje. Sezona se je že začela in goljufi že s pridom golfajo. Glih pred parimi dnevi mi je prijatelj pokazal in rekel, lej, na Facebooku je bil en oglas, ali na Googlu, jaz ne vem kje, in sem naročil en telefon za 60 evrov. Pa me zanima, ali bo prišel tak ta mečkan ali karkoli, ne. Jaz rečem, pa ja, pa kaj ne veš, da se to ne kupuje na Facebooku pa takih, sploh če piše, da je 85% popust. Pa on pravi, ja, pa lej, bom probal, lej, sej nimam kaj, ne, sej sem 60 evrov. Prav. In pa se zadnjič dobiva pa prav, kaj naj zdaj naredim, veš, je prišla kar ena posoda. Vse je lepa, steklena. Sem rekel, pa sem ti povedal, ne, da je to brez veze, ne, jaz ne vem, zakaj pol bi rekel, ljudje še kar rinejo, ne, ker upajo, ne, mogoče pa le me ne bodo nategnili, ne. Pa bom lahko sam povedal, kako, ne. Me niso nategnili, bi se temu reklo, ali pa sem dobil telefon za 60 evrov. Tako da, lej, jaz ne vem, kaj vam najre govorim, ne, tudi vedno bolj se sprašujem, če sploh poanta snemati goljufi Slovenija, ne, ker tako se sem vam že razložil v večjih videih, smo tako vsi goljufi. Tudi jaz sem bil nekam delo svojega življenja zagotovo. Tudi mene so nategnilo tistih na začetku, ko je internet sploh prišel k nam. Pa so nam, bi rekel, pa sem dobil takrat, ko sem firmo odprl, še po 18-19 letih, kako sem lastnik nekih naftnih ploščadi in da mi guverner banke of Nigeria, iz nigerijske banke, jamči in jaz ves navdušen in tako naprej. Ampak če drugega ne, sem pol vse tiste klice in vse tiste, ki sem prek faksa dobil in vse navdušenje, le strno, pa sem rekel, nič, dajmo poklicati, takrat je bila še 988 informacije, dajte mi številko od banke nigerijske. Ne, in sem pač rekel, dober dan, jaz bi rad govoril s tem le vašim guvernerjem, ne. Pa sem povedal ime Muhababa, karkoli že je bil, ne. Pa mi je ona gospa rekla, joj, gospod, ta gospod pa ni guverner naše banke. Vam je kako ni, če je tle podpisan od spod na papirju, jasno piše, da je guverner in da sem jaz lastnik ne vem koliko naftnih ploščadi. In kaj vam naj rečem, ja, ne, seveda ni bil, niti ni bil guverner, niti ta človek, ki me je klical, ne, niti ni bil niti bliz guvernerja in kogarkoli in ne vem česa. In takrat sem še videl, ne, potem, ko sem malo raziskal te stvari, to je bilo, sem bil star 19-20 let, to pomeni, ne, 35 let nazaj, ne, da je celo en Slovenc, ki je bil tako navdušen, ne, in prepričan o te svoje naftne ploščadi, da jih je šel pogledat, ne. Nažalost se ni nikoli več vrnil, ne, tako da če slučajno kdo od otrok tlele, ki gleda tule, ne, njegovih, bom zelo vesel, če ne napiše kak komentar, ne, tako da vsaj vemo, ne, kako to izgleda, ne, ko postaneš lastnik naftnih ploščadi ali pa česarkoli že. No, ali pa tako kot moj prijatelj, ki je postal lastnik telefona, ne, ki je bila pol posoda. To je bilo glih par dni nazaj, ne, pa oglas se še zdaj vrti na Facebooku ali na Googlu, ali kje 85% popust dobite. In je telefon verjetno, ne vem, iz 300 evrov znižen na, ne vem, 60 pol verjetno. Tako da, gledajte ljudje, jaz vam ne vem, kaj vam naj razložim. Glejte, goljufi vas spremljajo na vseh korakih. Naše zavarovalnice, če vam naštejem samo 3, ki vem, da so definitivno goljufive, ena je zavarovalnica Merkur ali Merkur zavarovalnica, te vam res svetujem, res vam svetujem. Ali pa bi rekel, ne, moja izkušnja je več kot samo slaba. Tako da, če mi slučajno kdaj bajta zgori, ne, ali pa stanovanje, ali se kaj resnega zgodi, pa da imate pri Merkur zavarovalnici, tudi Bog vam ne more pomagati, res ne. Ker pač enostavno boste zgubili vse. Ne. Če se seveda oni tu odločijo, ne, če imate kakšne veze, če imate tam kakšne prijatelje, potem verjetno bo to šlo skozi, tako kot pri nas goljufi, pač, ne, se razumete.
Enako je pri bankah, enako je pri telekomunikacijskih firmah. Jaz sploh več ne vem, kaj vam naj še govorim. Vi, da imate tam od Telekoma, kako nas je nategnil. Poskušal nategniti, tako da na koncu na sodišču sem mogel dokazati s potnim listom, da nisem jaz tega telefona in vseh tistih stvari naročil. In tu na sodišču nam je uspelo dokazati šele po 3 letih, ko so nas izklopili. Lejte, Telekom, za moje pojme, pa naj mi da telefon zastonj, pa še naročnino, ne bom šel nikoli več k njim. Tudi vse ostale, bi rekel, edina telekomunikacijska firma, ki bi vam jaz priporočil, če se hočete izogniti nekim goljufijam. Sej na začetku pa bi rekel, ko vam kje prodajo, vse super, ampak pol, ker nastane kak problem, tam je tisti problem, ko je. In edina, ki je res fair, je Hot, zame. Jaz zdaj že uporabljam, ne vem, odkar, nam rekel odkar, ki je ena prijateljica ga imela na začetku, pa mi ga je priporočila. In oni vzamejo tukaj, ker je njihov paket, nikoli se ni podražil, odkar sem pri njih. 9 evrov je, imam, ne vem, 150 giga podatkov, hodam po celem svetu. In, glejte, vnaprej vzamejo ta denar, tudi če je pol, recimo, če sem kje v izven, ali pa kličem kam izven Evropske unije, dejansko dobim message na moj telefon, če pač dovolim, da dodatno vzamejo 5 evrov za karkoli že, za klice izven. Tako da, ne vem, jaz lahko samo njih priporočim, ker vnaprej plačam za cel mesec, vem, koliko je, vse dobim po mailu oziroma na message. Glejte, nikoli nisem še imel z njimi težav v vseh teh letih. In moram vam tudi povedati, da zdaj sem prav za foro, ker sem nekaj klical A1 in tam seveda imajo zdaj nekega Numi asistenta, AI. Enako je verjetno pri Telekomu, vse ne vem. In vam lahko sam povem, tle se je pa, bi rekel, mislim, da je 2krat pozvonilo ali celo enkrat. In se je že oglasila oseba, to pomeni človek. In to še prijazna in potem smo malo pokremljala in jaz vam povem, zame je to nekaj, ne vem, fenomenalnega v današnjem svetu. Da se živ človek glas, da ni treba dolgo čakati, ne da me neki AI sprašuje, kva bi jaz redal v smer kam, ali pa uno, pritisnite 1, pritisnite 5, pritisnite 4 in si 10 minut gor in pa pritisneš in te ven vrže ali pa karkoli že. Glejte, ne vem, no pa se morate sami začeti, bi rekel, razmišljati. Jaz drugega vam ne znam reči. Jaz sem vam tam predstavil kar nekaj telekomunikacijskih firm, ki so nas ogoljufale. Torej, bi rekel, Telekomu definitivno ne zaupam. A1 pogojno. Takrat je bil še Tušmobil, ki nas je nategnil. Zdaj ne vem, kdo je zdaj od Tušmobila. Tako da edini, kot sem rekel, je Hot. Hot mobil, to je to. Kar se tiče bank, tako veste, da kredit je tako, ko bi podpisali neko pogodbo s hudičem. In slej ko prej, če ste zakreditirani na kakršnemkoli področju, boste imeli neke težave, se bo karkoli zgodilo. Se spomnite uno, ki so najemali v švicarskih frankih. Pač, lejte, razmislite, vem, da se danes težko živi brez kredita, ampak da se pa. Potem druga stvar, ki sem vam že tako povedal, tu naročanje, pa imate, bi rekel, variante, ker naročate prek Facebooka. To, ki imate na vse posod oglase in vas ljudje kličejo in vam prodajajo, kako boste vlagali v naftne delnice, v nedelnice, ne vem kakšne vse sklade. Glejte, ljudje, jaz ne vem, pizda, ker res ta denar vam raste na drevesih, da ga tukaj zmečate čez okno. Ne vem, mislim, zaradi mene, lejte, jaz vam drugega nimam kje reči. Če vam je tako malo pomemben ta denar, za katerega delate, pol verjetno ga ne dobite pošteno, da ga tako zmečate čez okno. Tako da, tako kot sem rekel, zgleda, da smo res vsi goljufi tle v Sloveniji. In to je, bi rekel, vsem gledamo, tako kot je en moj nečak iz Ljubljane enkrat rekel, ko mi pride kdo narediti predračun ali pa karkoli, jaz ga kar vprašam, prav, za koliko me boš nategnil. Vse tle ni debate, zdaj sem vprašal, kdo me bo za manj.
Vsak me bo nategnil, sem vprašanje za koliko, ne. Tako da, glejte, vaša stvar, jaz vam polagam na, bi rekel, srce, da tudi tlele kaj pokomentirate, ne. Ne, tudi tam sem vam predstavil Bauhaus, pa ste vzlili vso gnojnico name, ker sem tam parkiral, bi rekel, in sem šel do Leclerca in so me potem zaklenili. In so mi rekli, naj pridem drug dan. Naj grem peš v nov mest, pa naj pridem drug dan. In moram vam povedati, da nisem šel nikoli več v Bauhaus kupovati, ne. In imate vse te videe pod Goljufi Slovenije, vse te videe lahko pogledate. In jaz vam res, ne, jaz vam sem predstavim tisto, ker so mene zgolfali, ne. In v zadnjem času najbolj me je res šokiral odnos zavarovalnice Merkur. Poleg tudi zavarovalnice Generali, čisto ista stvar, pa vis, ne. Saj, dokler je vse v redu, dokler nič ne uveljavljate, ne, vas imajo radi, pa plačujete, pa ste tiho. Čim se pa kakšna stvar zakomplicira ali pa jih pozovete, da se držijo svoje pogodbe, pa da ne lažejo, pa imate lahko enormne težave, kjerkoli. Tako da, glejte, to je ena taka združena zadeva, ne. In dajte tudi vi, ne, saj imate, lejte, vsi imate dostop do teh Goljufi Slovenije, ne. In 100% ste bili že še večkrat nategnjeni. Zakaj gor ne daste kak komentar? Zakaj kaj ne poveste, koga predstavite, opozorite, da se še ostali ne nategnemo? Jaz tu počnem zaradi vas. Mene so še nategnili, jaz recimo na Bauhaus ne grem več kupovati. Vsaj v Sloveniji ne. Zavarovalnica Merkur, ma ne vem, če mi dajo kaj, ne. Jih ne maram niti videti, niti slišati, ne. Ker vem, kakšni so, imam izkušnje z njimi. Ni mi noben rekel, ampak imam izkušnje z njimi. Telekom Slovenija, ista stvar. Tako da, glejte, jaz vam želim vse najlepše in vse najboljše, ampak dajte še vi malo pogledati v te stvari. Ljubim vas vse, God Franci, from the nice Adriatic Sea.